Predsednik vlade, dobrodošli tu v Evropskem parlamentu. Lepo je slišati iskrene besede dostojne osebe, ki je prišla v politiko. Dve zadevi naj udružite. Sam sem tudi začel kariero v zasebnem sektorju in v politiko sem vstopil zato, ker v moji občini imela ista stranka večino 65 let in oblast so videli kot svojo lastnino. In zato sem dejal, no, zdaj pa je čas, da tudi jaz vstopim to, kajti nekdanji premier v Belgiji je nekdaj dejal, enkrat, ko bodo vsi ogorčeni odšli iz politike, bodo tam ostali samo še tisti, ki tja ne sodijo. Tako da veseli me, da je Slovenija pod vašim vodstvom dejansko obrnila nov list. In v Evropski uniji smo bili deležni dovolj kršitev vladavine prava in človekovih pravic in pomembno je, da se to ne dogaja v še eni državi članici in na to je kazalo v Sloveniji. In za vse to se vam zahvaljujem in zelo me veseli, da ste tu. Prav tako je name naredilo vtis to, da rušite ograje. Migracije in azil so veliki izzivi, ampak dejansko je onkraj sposobnosti posamezne države članice, da išče rešitve. Rešitve niso v bodeči žici, potrebujemo enotne rešitve, skupne rešitve, kjer bomo solidarni in zato se vam zahvaljujem. Rekli ste veliko glede energetike, glede zelenega prehoda in seveda je marsikaj glede česar se strinjamo. Ste zanimivi, ker ste prvi predsednik vlade, ki pravi, da obstaja špekulacija na trgu energetike. Ko sem to rekel komisiji, so rekli, ne, cena odraža tržne razmere in samo tržne razmere. In ja, tega se je treba lotiti. Se popolnoma strinjam. Zdaj, ali je cenovna kapica najboljši način? No ja, morda obstajajo tudi drugi finančni inštrumenti, kot so pozicijski limiti ali pa omejevanje vstopa na trg in podobno nekaj, kar lahko storimo. In tu lahko računate na nas kot nezaveznike. Glede zelenega prehoda vem, da se vam zdi, da je to ključnega pomena za našo prihodnost. Tega ne predstavlja zgolj kot defenzivno pozicijo, ampak tudi kot ambicijo in s tem se lahko strinjam. Ampak imam pa nekaj vprašanj, kajti prijatelji v Sloveniji mi poročajo, naprimer, da je birokracija potrebna za to, da se namesti solarne panele na strehi v državi, kjer ima večina ljudi praktično svojo hišo, da je to zelo birokratski postopek. Prav tako mi poročajo, da naj bi podaljševali ukinitev šoštanja in sicer, da bi to podaljšali še za 3 leta in potem je tu vprašanje jedrske energije. Zdaj seveda lahko imamo debato o jedrski energiji, ampak še enkrat, to se v Sloveniji predstavlja kot magična rešitev, ki bo rešila vse probleme v energetiki. Če je poslovni model jedrske energije tako dober, potem se ne bi smeli sploh bati konkurence z drugimi oblikami energentov. Omenili ste obnovljive vire in tu bi si želeli bolj uravnoteženo javno razpravo. Še nekaj, česar vi niste omenili, ampak ker Slovenija je močna, namreč vaša država je verjetno evropski šampion na področju biotske raznovrstnosti. Koliko razumem, je na prebivalca vaša država z največ čebelarji v Evropi. Tako da ne razumem, zakaj Slovenija ni bolj proaktivna pri podpori trajnostne rabe pesticidov in uredbe na tem področju. Veste, da je kar veliko nasprotovanja in potrebujemo podporo tudi v svetu, ne samo v parlamentu, da se bo to dogodilo. Torej, premier, veliko glede česar se strinjamo, iskreno si želimo sodelovanja in upajmo, da bo dejansko to, kar počnete v Sloveniji, ne zgolj nek slučaj, ampak začetek nove prihodnosti. Hvala lepa.